Lepo pozdravljam vas, dragi novinarji in uredniki, dragi poslovni partnerji, naši ambasadorji, ki ste se nam danes pridružili in vas bomo v nadaljevanju še predstavili, naši dragi strokovnjaki, ki nam pomagate pripravljati strokovne vsebine, strokovnjaki in sodelavci portala Mediovrnet in vsi drugi podporniki, ki ste prišli in ste danes tukaj z nami. Pozdravljam tudi naše govorce, ki nam bodo predstavili akcijo Ustavi se in rdečo nit letošnje akcije. Z nami so Anja Vogrič, soustvarjalka akcije Ustavi se in povezovalka zgodb na Mediovrnet, Jana Lavtižar, partnerska in družinska terapeutka, Matej Špehar, spletni strateg, živjo, Zvone Šeruga, svetovni popotnik, novinar in fotograf. Vseslovenska javna pobuda Ustavi se je lansko leto prvič opozorila na prehiter tempo življenja, na posledice, ki se dogajajo, zato pa smo se odločili, ker smo opazili, da vsi nekam hitimo, vsi smo v stresu, ob tem pozabljamo na sebe in svoje bližnje, se slabše počutimo in nekateri tudi resno zbolijo. To so dokazali in o tem so pričali tudi statistični podatki. Zato so nas ob začetku priprav letošnje akcije še posebno zanimali vzroki. Zakaj do tega prihaja? Pogovarjali smo se s strokovnjaki, spremljali in analizirali zapise na portalu Mediovrnet ter ugotovili, da se z negativnimi posledicami pogosto omenja beseda strah. Omenjena je več kot 140 000-krat. In če bi vse zapise zbrali v knjigo s 500 stranmi, bi jih lahko natisnili kar 200. Na Mediovrnetu je napisanih preko 20 000 vprašanj, ki so povezani s strahom. Zato je spregovoriti o strahu logično nadaljevanje lanskoletne akcije. Anja Vogrič, česa vse nas je strah? Kaj ljudje pišejo na forumih in zakaj je ta tema tako pomembna? Danes ob 2 ponoči sem se zbudila. Razmišljala s takšno kepo v pljučih in razmišljala o današnjem scenariju, a bo vse potekalo tako, kot je potrebno, a bom vedela govor povedati to, kar sem se pripravila in se premetavala po postelji, sem tja. Pa se mož zbudi pa reče, pa kaj se ti tle tako po postelji premetavaš, ko ne moreš sred noči spati. Pa rečem, strah me je. Pa česa se te je strah? Jutrišnjega dne. A ne boš ravno ti govorila o strahu, kako te je lahko strah? In potem sem začela razmišljati o vsej prebrani literaturi zadnjih mesecev in ugotovila, da moram raziskati, od kje ta strah prihaja. Ugotovila sem, da od lastnih pričakovanj do sebe in do spoštovanja vas, dragi gostje, na tem mestu vas lepo pozdravljam. Letošnja akcija Ustavi se poglabljamo. V preteklosti je bil človek lovec, zato je bil strah življenjsko pomemben mehanizem in je omogočal preživetje. Danes, ko drvimo na primer po avtocesti in se nasproti nas pripelje vozilo po istem pasu, je lahko strah, ta nenadni strah, naš ključni moment opozorilo nevarnosti za preživetje. Veliko pa je strahov, ki niso pogojeni s takšnimi nevarnostmi, zato bomo znotraj akcije spregovorili o vseh obrazih strahu. Prepričani smo, da je problem strahu eden tistih, s katerim se nam je vredno ukvarjati. Železnikar je v svojem delu Planet strahu zapisal: če imate voljo in interes, kaj storiti zase, potem se lotite svojega strahu. Ko smo se pogovarjali o tematiki, ki bi jo strokovno obdelali v letošnji kampanji, smo začeli razmišljati o vzrokih. Kaj nas poriva do izgorelosti? Z razčlenitvijo smo nadaljevali po starostnih skupinah. Mladi so v strahu pred zavrnitvami, ocenami, zadovoljevanju pričakovanj staršev, vrstnikov, okolice. Delovno aktivni smo v strahu pred izgubo ljubljenih oseb, pred zaposlitvijo, pred izgubo dela,
v strahu pred spremembami, pred javnim nastopanjem, pred sočlovekom, neznanim in vsem drugim. Medtem ko seniorji so v strahu pred raznimi boleznimi, osamelostjo. Prišli smo do zaključka, da nas strahovi hromijo, da izgubljamo stik s seboj in posledično tudi z drugimi. Tako kot je že Andreja omenila, na forumih Medov Arnet se naključno besedo strah 140.000-krat v 111.000 komentarjih se izkaže zapis strah. Če pa dodamo še besedno zvezo bojim se število podvoji. Pa vendar, strah ni tako strašen, da bi se bilo treba prestrašiti že ob misli nanj. Tematike smo se lotili z veliko mero radovednosti, v čast in v zahvalo je pa vsem strokovnjakom, ki nam pomagajo raziskovati to temo. Zakaj potrebujemo pobudo? Splošen nivo znanja o strahu je nizek. Kako ga prepoznati, se boriti proti njem, se soočiti z njim, tega nas v šolah ne naučijo. Mogoče nekaj malega pri pouku psihologije. Znamo pa vsi pomagati. Ko je nekdo prestrašen, znamo reči, nikar se ne boj, saj ni tako hudo, ne sekiraj se, saj bo mimo. Danes znamo povedati, vse se zgodi z razlogom in za vse je nekaj dobro. Pobudo potrebujemo, da bomo strah prepoznali, da bomo drug drugemu v navdih za pogumne korake iz cone udobja. Veliko časa smo namenili lanskoletnemu sloganu. Kaj delamo s strahom? Se z njim soočamo, se ga prestrašimo, ga sprejmemo. Na koncu smo se odločili, da ga premagamo. Letošnji slogan je: ustavi se in premagaj strah. Obrazov strahu je nešteto, kot tudi načinov, kako se z njim spoprijeti. Pogum je ena izmed poti. Biti pogumen ne pomeni biti brez strahu. Pomeni biti pripravljen, da deluješ kljub strahu. Je pripravljenost na soočanje z njim, ker verjameš, da ga je mogoče tudi premagati. Seveda pa si ga moramo najprej priznati, potem se z njim soočiti, mu kljubovati, dokler ne izgine. Te dni nazaj sem se pogovarjala z enim uspešnim menedžerjem in ga vprašala, česa je pa tebe strah? In je takoj rekel, mene ni pa ničesar strah, jaz se pa ničesar ne bojim. Čez nekaj trenutkov pa je rekel, mogoče pa se nekaj bojim. Strah me je, da mi bo zmanjkalo časa. Z vsakim sovražnikom se spopadaam brez težav, toda proti pomanjkanju časa sem brez moči. Samo bi rekla, da si zelo želimo, da bi bilo vsem udobno. Pa tukaj je še nekaj prostih stolov, če kdo želi, se lahko pridruži tukaj v spredaj. Omenili smo, da nam pri akciji pomagajo strokovnjaki. Jana Lavtižar je ena izmed njih. Je partnerska in družinska terapevtka. Je že priklopljen, ja. Jana, za strah pogosto pravijo, da je zunaj vodo, znotraj ga pa nič ni, ampak verjetno ni tako preprosto. Kaj vi opažate pri svojem delu, kaj pravijo vaši klienti in kako vi svetujete, kako naj se soočajo s strahom? Za tiste, ki opazujemo prestrašenega človeka od zunaj, se dostikrat zdi, da je strah v resnici, pač, da ga ni, da je znotraj voto in tako naprej. Je pa to zelo realno, zelo neprijetno čutenje za vsakega od nas, kadar ga doživljamo. Tako da jaz bi morda začela z tega čist terapevtskega stališča z enim zanimivim podatkom, ki se mi zdi koristen, namreč strah je za nas en izjemno dragocen informator. Pove nam o tem, kje in v kakšni situaciji smo zdaj. Velikokrat nam pove marsikaj o naši preteklosti. Če ga jemljemo kot takega, če vzamemo to čutenje resno in ga ne zanikamo, potem se res lahko nanj opremo kot na nekaj, kar nam bo dalo pomembne informacije. Zdaj, naslednji korak bi bil zavedanje, da nas je sploh strah.
kot je prej Ležanja govorila, ne, se mi zdi, da s tisto uvodno zgodbo ste zelo dobro ilustrirali to, kako se ženske odzivamo na občutke strahu, kako pa moški. Ženske rečemo, strah me je, zato ker imam jutri javni nastop. Ne. Moški pa rečejo, a da no mer, si pripravljena. Ne. Jaz se recimo dostkrat, ko se s svojimi klienti, moškimi pogovarjam, dostkrat nagovorim ta strah, ne, in dobim odgovor, ne čutim strahu, samo živčen sem. To mi gre na živce. To me spravlja v stisko, ker je pravzaprav so samo druge besede za strah. Mislim pa, da večina žensk, ki smo tukaj, vemo, da nam je v veliko olajšanje, kadar naš bližnji moški, se pravi, običajno je to partner, kadar nam lahko izraz, strah me je, ful me je strah, ker se potem veliko lažje povežemo. Skratka, tukaj gre za zavedanje, ne, da si sploh priznamo, da ta strah čutimo, ker potem že izgubi zelo veliko naboja. Potem, naslednji korak je pa jasno raziskati, kam ta strah pravzaprav spada. Dostikrat ta strah ne spada k nam, ampak smo samo s svojimi senzorji, svojo senzitivnostjo zaznali strah nekoga drugega. Se pravi, če je to dober, kvaliteten, zaupanja vreden sogovornik, lahko z njim predebatiramo, kaj ta strah je moj, je tvoj. Ne? In tudi, če gre za realne strahove, ne, avtocesta, ne vem, medved, ki nas napade v gozdu in tako naprej, ne, potem na podlagi tega lahko ustrezno ukrepamo. Po drugi strani so pa lahko strahovi veliko globlji, na prvi pogled neznani, no takrat pa je prišel čas, da se pa spustimo majčkeno globlje. Ne. S katerimi strahovi se pari najpogosteje srečujejo v družinah? Kaj so najpogostejši strahovi v družinah? Če bi bila zelo kratka, ne, bi rekla, da tisto, kar se strah, ko se v partnerstvu pojavi, ki ga doživljamo ob pomembnem drugem, je strah pred zamenjanostjo, zamenljivostjo, ali pa če hočete z drugimi besedami, a sem dosti dober, dosti dobra. Korenine tega strahu, ne, če je takšen namreč, da je moteč, da nas ovira v vsakdanji funkcionalnosti, so seveda zelo daleč nazaj. Manj, ko se je otrok počutil varnega v svoji primarni družini že od rojstva naprej, globlji bo ta strah, bolj se bo izražal potem v vsakem čustveno intimnem odnosu. Ja. Veliko ste raziskovali strahove, pa je vas tudi še kdaj strah? Ja, seveda. Strah je samo čutenje, ne? Eno od močnih čutenj, ki pač ga s svojimi senzorji zaznavamo, je eden od temeljnih afektov. Tako kot sem že na začetku rekla, to je pač informator, kje sem. In upam si reči, da sem seveda razvila razne strategije v praksi, ne, kako se s tem spopadati, ampak potem seveda, ker se do smrti učimo, prihajajo novi strahovi, tako da ni nikoli dolg čas. Hvala, Jana. Vi pa delujete tako samozavestno in pogumno, verjetno nimate nobenih strahov in vas je tudi ta pogum in samozavest vodila, da ste pustili eno tako redno službo kot urednik, novinar in se pozdali v neznane vode samostojnega poslovnega življenja? Jaz ne vem, ali je to prekletstvo ali je usoda, ampak jaz zelo malo funkcioniram z razumom in predvsem z nagonom. Ne. In zadnjih 45 let, tako ko sem malo analiziral za nazaj, nikoli nisem prav tuhtu, a naj grem levo ali naj grem desno. Ne. Tudi dosti kolesaram in nikoli nimam poti. Ne. Na križiču se odločam, a bi šel tle levo, a bi šel desno, vse dostikrat sem pol jezen sam nase, ker pol, ne vem, se vozim po kakšnih grmovjih in pol gonem bicikl nazaj v klanc in sem jezen sam nase, ampak težko, da, ne vem, analiziram za nazaj, kje sem ga pobiksil. Pač sem ga pobiksil. In isto je bilo s mojo poslovno potjo. No. Ni bilo tisto, radio je pase, mogoče je čas za družabna omrežja. Skočil sem in plaval.
sklepam glede na to, kar ste povedali, da vam ni bilo žal nikoli, da niste obžalovali teh svojih. Pa sej za nazaj tak ne moš kaj popraviti, kva če se sekirati. Ne? Super odgovor, tako da vas težko vprašam za nasvet. Mislim, da moraš biti mal človek pa karakter tak, da bolj z lahkoto te stvari sprejemaš. Tle vidim ful fajn, ful punc, moja žena je tudi, se mi zdi, podoben kaliber, ful analizira in razmišlja in cinca. Špehar pa kar zavija tam desno, ne? Ona pa naredi celo analizo. In mislim, da niti ena, niti druga opcija ni tista, kar rečeš, ta je pravilna. Ne? Živiš svoj life, kakor se ti zdi, da je prav. No? Hvala, Matej. Prosim. Kaj bomo zdaj šele rekli, ko bo Zvone Šeruga spregovoril, ker on se mi zdi pa res neustrašen in na teh svojih potovanjih, ko kar gre in ne ve, katere strašljive situacije ga lahko pričakajo. Kako to, Zvone? A zdaj res gleda, da me ni čist nič strah, pred vso to lepo publiko tukaj pred mano. Glede strahu jaz bi tukaj dejal, niti slučajno se nimam za neustrašnega. Edino strah je nekaj zelo relativnega. Recimo, jaz celo življenje sem že svobodnjak, nikoli nisem hodil v službo. Če bi mi jutri nekdo 3 leta pred penzijo rekel, glej Zvone, jaz imam pa zdaj zate krasen posel, jutri zjutraj začneš, ob 8 se štemplaš, ob 4 se odštemplaš, vmes boš sicer tam moral sedeti, plačaj 3 uri ali pa rečemo 5 ur na mesec, a greva, ne? Bi rekel, veš kaj, ni šanse, ne upam si. Ker strah je nekaj, kar je povezano z neznanim. In za neznano, za večino ljudi veljajo potovanja, velja neka Afrika, velja Himalaja, ne vem, puščave in džungle, to je nekaj neznanega. Jaz sem, začel s tem življenjem nekako pri svojih 19 letih, čist skočil nekaj neznanega, ker prej sem bil kmečki pobaki, krave paso tam pod Gorjanci. In takrat v tistih letih niti ne razmišljaš, a te je strah ali te ni, ampak te tista mladostna želja po avanturi, tudi nekaj adrenalina, te žene. Ko sem jaz prvič prišel recimo v Maroko, ki je zdaj nič od niča, ne, recimo, sem prvič videl kamelo, prvič videl neko ljudi v nekih haljah, ki so odhajali za neke peščeni sepine. Take oči sem imel. Zdaj jih žal ne moram več imeti. Ampak zdaj žal tudi, ali pa na srečo, nimam več tistega strahu. Ne vem, ko sem prvič pred 35 leti odhajal, vem, da je bilo z motorjem okrog sveta, takrat konkreten dosežek, 4 leta dolg, pošteno me je bilo strah, ker sem vedel nekje za Boga na vseh teh ovinkih, 156 000 kilometrov se jih je nabralo bojn ovink, ki ga pa mogoče ne bom zvozil. Sem jih vse za čudo, 3 polomljene kosti so bili rezultat tega. Recimo zdaj čez pol leta, kljub nekim letom, ko bi že moral razmišljati o penziji, se ponovno odpravljam na kost, te poti Južna, Severna Amerika, zdaj me pa ni več strah, zdaj so pa enostavno sem še tisto trgam, dajmo, gremo, ker vem, da gremo nekaj znanega, v nekaj, kar za ljudi mogoče predstavlja izziv, zame pa predstavlja dejansko en užitek, ker mi je znano. Ne, ker sem tako pogumen. Kaj pa žena? Ženo je pa siguren strah. Žena upam, da je bilo strah, ko je zdaj po 31 letih pustila službo tam čez na delu in se podala v nov izziv, pač izdajeva bolj ona kot jaz, revijo Avantura in to, takrat je priznala, strah mi, res greš v neko, tako kot je pomenil tudi Mateja, ne, v nek povsem nov izziv, ampak tudi če je njo kdaj strah, takrat, ko jaz okrog lazim, veliko krat jaz z mano itak in skupaj bom pa lahko rekel, da naj ni nič straha, ne, ampak jaz imam eno čudno srečo z mojimi ženskami v življenju. Zelo lepo se da z njimi shajati, predvsem že 37 let z Romano, tako da mogoče tudi zato, ker ni ena tistih klasičnih slovenskih žena, ki bi ves čas te morala sem naučiti, ves čas paziti, da se ti ne bo kaj zgodilo hudega, Bog ne daj, če se ti pa že mora naj se ti kaj hudega, ne pa kaj lepega. Tako da teh težav, tudi s tem povezana ljubosumja in strah, kot je omenila prej Jana, pred odhajanjem tega v naši hiši, hvala Bogu ni in mogoče je tudi to razlog, zakaj se res lahko sproščeno. Ves čas spuščamo neke nove stvari, ki so za ene strahove, zame so pa krasna, čudovita doživetja, ki jih z veseljem delim tudi z drugimi. Ko vam je bilo strah?
Super ste povedali, super. Kljub temu, da danes tako odprto in z lahkoto govorimo o strahu, o svojih osebnih izkušnjah in to, kar smo doživljali, pa ni vedno tako in vsi tudi ne morejo tako enostavno spregovoriti. Zato, da smo lahko pripravili teren, je bilo potrebno veliko priprav in tudi veliko sodelujočih. Anja, ti si glavna aktivistka na terenu. Kaj letos pripravljamo v akciji Ustavi se? Letos bomo v akciji osvetljevali Slovenijo in to vseh 20.273 kvadratnih kilometrov. Za vsakih 10.000 kvadratnih metrov klik za več svetlobe. Na spletni strani Ustavi se imamo števec in simbolni klik pomeni, da si pomislil na strah, ki ga prepoznaš pri sebi, se še nisi soočil z njim, pa si želiš. Zastavljeni cilj je letos spet tak visok. Želimo, da v 3-mesečni kampanji zberemo 2.027.300 klikov in na ta način osvetlimo Slovenijo. V akciji nismo sami, smo skupaj z ambasadorji, strokovnjaki, partnerji, mediji in s celotnim prebivalstvom. Poleg govorcev v naši družbi, se pravi ambasador Matej, ambasadorka Jana, vidim tukaj v družbi še našo ambasadorko Anjo Oman, Sašo Rebolj, še kdo? Ostali se danes niso udeležili, ampak bomo aktivni na socialnih. Še praprotnika vidim, Jasmina, Urban. Z nekaterimi bomo govorili o strahovih, z drugimi o izgorelosti, z vsakim med njim pa o veselju do življenja. S partnerji bomo aktivni na različnih področjih. Z Dormejo Slovenija bomo govorili o pomenu kvalitetnega spanja. Pozdravljam Urško Plavčak. Z Life Classom bomo govorili o oddihu, ki ga potrebujejo junaki. Pozdravljam Anjo Kovačič. S Termami Olimja se bomo pogovarjali oziroma bomo sodelovali o tematiko selfnessa. Pozdravljam Vasjo Čretnika. Iz Lidla pozdravljam Tino Cipot z ekipo. Iz Perutnine Ptuj Barbaro Stopinšek in Brigito Seliškar. Iz Združenja Menedžer Tjašo Pele. Ko premagujemo strah pred višino, padcem se učimo zaupati. Zaupanje v soplezalca in opremo, ta čustva so močna. Nekateri za plezalce radi rečemo, da imajo samozavest vgrajeno serijsko, ker se znajo odklopiti. Znajo pogledati strah v oči. So ljudje akcije, dejanj in sprememb na bolje. Iz prve osebne zavarovalnice pozdravljam Natašo Hajdinjak in Katerino Štajner, posebej pa posebna gosta, ki prihajata iz slovenske reprezentance v športnem plezanju, Urha Čehovina, glavnega trenerja slovenske športne plezalne reprezentance, in Mino Markovič, plezalko z najdaljšim stažem, ki še vedno drži prvo mesto na svetu z največ zmagami v svetovnem pokalu. Najbolje, da nam iz prve roke podasta kakšen dober nasvet, kako najbolje premagujemo strah in osvojimo zastavljen vrh. Mina, kakšen je vajen recept? Ja, lep pozdrav. Tako, kot je že v bistvu prej Zvone povedal, vedno se bojimo nekih zadev, ki jih ne poznamo. Zdaj, moj nasvet je en tak, da v bistvu lahko še pred nekim momentom je bil nek skok 3-metrski, lahka totalna neumnost, ki jo še nikoli nismo počeli v življenju. Potem, ko bomo 5krat naredili, smo v bistvu te stvari navadili in bo v bistvu rad užitek. Tako da tukaj lahko govorimo o tem, da je strah voto, okoli ga pa nič ni. Glih iz tega primera, ko je bilo še pred 5 minutami nekaj zelo strašljivo, je ratal zdaj po bistvu čez 5 minut lahka totalna užitek. Zdaj vsem tudi pri plezanju je tako, da več kilometrov, ko upravimo tega, več padcev, ko se nam zgodi, bolj se jih navadimo in bolj v bistvu jih lahko kontroliramo. Torej, ne gre čisto iz danes na jutri, nobena takala stvar. Vedno so neke izkušnje in z izkušnjami v bistvu rastemo in s tem nekako pridobivamo na samozavesti. In tukaj mislim, da je v bistvu en tak kar pomemben faktor.
Ja, lepo pozdravljeni prvo vsi. Med tem, ko je bilo zdaj povedano, je skoraj težko še kaj dodati, ampak tudi jaz bi rekla, da je pri strahu vse pri meni bolj ena zadeva, da se jo navadiš in ko vidiš, da si stvari kompatibilen, potem rata nekaj vsakodnevnega in rutina. In če že omenjamo plezanje in varovanje in varnost, racionalno ti je čisto jasno, da v bistvu se ti nič ne more zgoditi, ker si varovan, oprema je sigurno dovolj močna, da te bo vzdržala. In najslabše, kaj se ti lahko zgodi v smeri, ko padeš, je, da poletiš 2-3 metre po zraku, ampak še zmeri te je, marsikdaj tudi mene osebno, strah, da boš padel. Zdaj, a je to strah pred dejanskim padcem v smeri, se pravi neuspehom, da nisi uspel do vrha, ali dejansko pred tistim padcem, da letiš po zraku in čeprav se na koncu varno ustaviš na vrvi, je včasih malo vprašanje, ampak ja, večkrat smo izpostavljeni tej situaciji, bolj nam je poznana in lažje gremo čez. Hvala lepa. Aplavz, ja. Hvala lepa obema, držimo pesti še na veliko nadaljnih podvigov in uspehov. Nekaterih partnerjev danes ni z nami, bomo pa bolj ali manj aktivni na družbenih in ostalih omrežjih. Kako letos lahko Slovenci sodelujemo? Prvič s svojimi zgodbami, ki jih bomo delili. S klipkom na spletni strani, da osvetlimo Slovenijo. Še vedno bomo imeli rubriko Hej ti, ustavi se. In da ne pozabim še omeniti hashtaga Ustavi se. Vsak uporabljen hashtag osvetli 10.000 kvadratnih metrov Slovenijo. Kar smo na začetku rekli, letos osvetljujemo Slovenijo s sloganom Ustavi se in premagaj strah. Hvala še enkrat, Tanja, in hvala vsem, ki ste danes in boste še v prihodnjih dneh in tednih prispevali del sebe v akcijo Ustavi se. Dovolite, da se vam zahvalim za pozorno poslušanje in vas povabim, da skupaj naredimo eno izkustveno vajo. Ta nam bo pomagala mogoče razviti kakšno veščino, ker se bomo naslednjič soočali s strahovi ali pa z izzivi, ki jih imamo sami sabo. Z nami je Jasna Knez, je poslovna, timska in osebna trenerka ter Jung-Yang coachinja. Jasna, lepo povabljena k besedi. Jaz sem pričakovala danes eno sobo, ki bo polna ogledal. In ker ta soba ni polna ogledal, bomo to vajo naredili malo drugače. Glede na to, da je tematika o strahovih, bi seveda od vas želela, da mi pomagate in bomo delali s telesom. Zdaj, predno pa to izkusimo, bi pa rabila enega prostovoljca. Super bi bilo, če je to nekdo, ki je visok vsaj toliko kot jaz in mogoče malo fizično močnejši od mene. Matej, a lahko? Evo. Zdaj vam bom samo prikazala, kar bi želela, da potem tudi vi naredite, ampak strah, ne? Kaj je strah? Strah je ena od emocij in emocij je ogromno. Strah je samo odsotnost, rečemo temu, poguma. In strah je nekaj, kar pride v življenju pogostokrat, tako kot vse ostale emocije, s katerimi se srečujemo. Od nas je pa seveda odvisno, kaj bomo mi s to emocijo naredili. In recimo, da sem jaz zdaj od Mateja strah. Živjo. In zdaj je Matej tukaj in pride ta strah. In začne Matej o tem strahu razmišljati in mu dajati vso svojo pozornost. In ta energija, ker strah je v bistvu energija v gibanju, ta energija prevzame celotno njegovo telo. In zdaj ta strah se nanj nasloni in je naslonjen in potem ta strah njega popolnoma objame. In ta strah je... Ne paditi, drž me. Ampak, a vidite? A sem težka, a ne? Tako je težek tudi strah. In mi to vrečo strahu nosimo in to nas prevzame in nas poje in v bistvu se identificiramo s tem strahom. Jaz verjamem, da se ravno straha, kako se že reče, odpraviti ne da, ker je to tako, kot da bi govorili, da se da odpraviti emocijo ljubezni.
da se pa z njim upravljati. In namesto, da te strah prevzame, je bolje, da se na strah naslonimo. Zdaj se pa naslon name. Ja, ful, seveda. In strah drži. In iz tukaj lahko izkoristimo moč strahu, ki v bistvu da nam pogum za stvari, s katerimi se moramo v življenju soočati. In v tem je razlika med tistimi, ki se soočajo s strahom na pozitiven način, ali pa tistimi, ki pustijo, da jih strah pravzaprav poje, povzame, prevzame. Ok, hvala Matej. In zdaj isto bi naredili mi. Tako da bi se ostali, vsak bi si našel svojega partnerja, ker gre za to, da samo izkusite to. In ta izkušnja vam ne pomaga potem v življenju, ko se boste soočali z različnimi strahovi, kaj z njimi narediti. Ali pustiti, da nas pojejo, ali pa vzeti, jih ozavestiti, ker že samo to, da je ozavestimo stvari, nam da moč, da se lahko z njimi soočimo na pravi način, ki ima rezultat za nas. Tako nekako je v življenju. Hvala lepa. Hvala, jasno, super vaja. Jaz sem se oddahnila, ker sem se lahko naslonila na ta svoj strah. Vas lepo povabim, malo smo pripravili, malo sladkega, malo za pojesti, malo za popiti in na prijetno druženje še naprej. Hvala, da ste prišli.